Pogledič gor na brengi, gledaj križ ti stari, za znamenje trpljenja stoji. To mesto ljubljeno, gdje čisti sveti, za vse grešnike je morjeni. O srci zaprem jaz tvoj spomin, od vsega si mi ljubljenejši. Dokič ne pridem k mladosti, ominim te biti križ stari. Ete križ te ronga, ete svet zavrno, meni z milostjo je obino. Božji sveti agnec je tam nihal nimo, i tu na zemlji za nas trpel. O srci zaprem jaz tvoj spomin, od vsega si mi ljubljenejši. Dokič ne pridem k mladosti, ominim te biti križ stari. Na etom križi, gde sveta krv tekla, vidim to ljubezen Jezuša. On ma tam odkupil s krvi svoje sinov, občudujem jaz to ljubeznost. O srci zaprem jaz tvoj spomin, od vsega si mi ljubljenejši. Dokič ne pridem k mladosti, ominim te biti križ stari. O srci zaprem jaz tvoj spomin, od vsega si mi ljubljenejši. Dokič ne pridem k mladosti, ominim te biti križ stari. Ominim te biti križ stari. Draga cerkev, lepo pozdravljene v imenu gorstonjenoga našega Gospoda Jezuša Kristuša. Na etom križe, gdje je sveta krv tekla, vidim to ljubezen Jezuša.
In ta Božja ljubezen nas zvesto spremlja tudi v tej dnevaj, kednaj, mesecaj in že celo leto epidemije, da se mnogi med nami soočamo s to zahrbtno boleznijo in tudi to je dejansko naša vsakodnevna duhovna borba. Ene idemo skozi to obdobje ležej, drugi težje, ene prebolevamo to bolezen v domačem okolju, ništa ne morejo tudi v bolnico. In za vse in v vsem pa smo iz dneva v den hvaležni našimi stvarniki, štiri nam zvesto pomaga v kakšnem koli trpljenju in kdekoli se nahajamo. Tako se tudi mi v iskrenem bratoljubje, goreče in iz čistega srca neprestano molimo eden za drugega. In tako vere prosimo za Jezušovo zaščito, z njegovo nedužno krvjo in čakamo na njegovo posredovanje ozdravljenja. Tu je psalm 5, šterega smo popevali na začetku velikonočnega koncerta, nas na to spominja in naj vas spomnim na te vrstice, štere ste tudi v preteklom kedne zasledili na našoj Messenger strani. Poslušaj moje izreke, o Gospod, dojemi moje vzdihovanje. Prisluhni glasu moje tožbe, moj kralj in moj Bog, saj k tebi molim. Gospod, zjutraj poslušaj moj glas, zjutraj polagam pred te molitev in čakam. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, ti si vreden. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, tebe slavim. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, ti si vreden. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, tebe slavim. Svet si, najsvetejši, večni kralj in Gospod, najsvetejši. Svet si, najsvetejši, večni kralj in Gospod, tebe slavim. Jezus, ti si Jezus, večni kralj in Gospod, ti si Jezus. Jezus, ti si Jezus, večni kralj in Gospod, tebe slavim. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, ti si vreden. Vreden, ti si vreden, večni kralj in Gospod, tebe slavim. Večni kralj in Gospod, tebe slavim. Mir vam bojde. Pozdrav vizma. Šteren je Jezus naznano eno popolnoma novo obdobje v zgodovini človeštva.
To sporočilo ne bilo namenjeno samo ženam pri grobe, ali učencom ob tistom prvom srečanju z gorstanjenim Jezusom. To sporočilo je namenjeno vsakome, šteri ima odprete duhovne oči, kaleko vide in pa žive v tom mere, štero ga je sam Jezus prinesel na tej svet. Ko se je dogajalo v čase Velikega kedna, vidim, kaj je predslika toga, ko se dogaja dnes v marsikaterem življenju. Vsaki dogodek, vsaka situacija nas usmerja v našo notranjost, ka moramo v osebnem življenju ešte koliko paziti, ka ne spadnemo na isti stubaj, kak so ništerni spadnili v tistom čase, ka ne spadnemo na isti stubaj tu mi. Vsi ti dogodki so bili del duhovne borbe, štero se je mogel Jezus te soočiti. Pa tudi ostale, Jezusovi učenci so v svojem življenju imeli duhovne izzive, šterimi so se mogli spopadati. Eni so bili v tej situaciji uspešnejši, drugi pa so bili menje uspešni. Koga mi v svojih življenjih posnemamo? Što je naš vzornik? Vsi mi svoje življenje imamo in tu nucamo vzornike. Najprej so to v otroštvu starejše bratovke, sestre, prijatelji, vzgojitelji, učitelji. Te pa so to mogoče zvezde, ka tako povem, sveta športa, glasbe, umetnosti in tako dole. Ali ne obstajajo pa samo pozitivni, samo dobre vzornike, pač pa obstajajo tudi tisti negativni vzorniki in mislim, ka se ne včimo samo od dobrih vzornikov, ko je seveda najboljše, da se tu nikaj navčiti iz napak negativnih vzornikov. Ne smo pogledali Judo, kot eden negativen vzor, zavolo toga, ka iz njegovih situacij se leko dosta navčimo. Poglednemo življenje Juda Iškarjota, Jezusovga učenca. Njegovo delovanje je opisano v 22 veršošaj v 17 različnih odlomkaj v vseh evangelijih. Poglednemo vsej 9 dogodkov življenje Jude Iškarjota in na koncu potegnemo tu črto, mu napravili zaključek, ko nam življenjske izkušnje toga človeka učijo. Prva stvar. Najprej pogledamo v Matej 10. poglavje od 1 do 4. To piše. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaž in cestninar Matej, Jakob Alfejev sin in Tadej, Simon Kananaj in Juda Iškarjot, ki ga je izdal. Če bi šteli ostale paralelne odlomke v Marki 3 in pa v Lukači 6, je Juda sigdar omenjen na zadnjem mestu z eno razlagov, kaj je izdajalec. Ali Juda je vkuper z ostalimi Jezusovimi učenci, vkuper z ostalimi apoštolami od Jezusa dobil oblast za izganjanje nečistih duhov in pa za ozdravljanje bolezni. On je torej v Jezusovem imenu delo čudeže. Juda ne bil samo Jezusov spremljevalec, pač pa je bil eden od 12 apostolov, član najožjega tima, šter je poznal Jezusa zelo, zelo dobro.
Bil je 3 leta v Jezušovoj biblijskoj šoli, poslušal je vse njegove predge, bil je priča vsem njegovim čudežom. Pomembno je, kad razumemo, kad Juda ne bil samo nikši površen Jezušov spremljevalec iz množice, pač pa je bil eden od 12 najožjih Jezušovih sodelavcev, šter je celoten proces učeništva dal skozi. Če bi Juda živel dnes, bi sigurno bil tuninder med nami in bi bil zelo aktiven. Pogledajmo drugo stvar iz Judovega življenja in preštejmo naslednji tekst, šter je že zelo zgodaj, zelo rano razodeva, kade Juda izdajalec. V Janezovem evangeliju 6. 70. pa 71. veršoš tako piše. Jezus jim je odgovoril, kaj vas nisem izbral 12, pa je eden izmed vas hudič? Govoril pa je o Judu, sinu Simona Iškarjota. Ta je bil namreč tisti, ki ga je pozneje izdal, eden izmed 12. To se je zgodilo po tistom, da je precej učencev odišlo od Jezusa. V 66. veršu šele ko to doma preštejte. Jezus je ne samo govoril prijetne stvari, pač pa Božjo istino. In to je nejsem odgovarjalo, to je nejsem poslalo. Tako so pravili, trda je ta beseda, kdo jo more poslušati? 60. veršošno to pravi. Tu v Janeze 12:37 imamo zapis o Jezušovih poslušalci, šteri so odišli od njega. Tu v Janeze v 6. je dosta Jezušovih učencev henjalo hoditi za Jezušom. In ko je včinil Jezuš? Ko je v toj situaciji Jezuš včinil? Ne je bežal za njime, niti jim ne na diplomatski način želo pokazati, ne želo pridobiti na eden diplomatski način nazaj. Pa dajte, še enako probajte, še malo probajte. Ne, Jezus je pusto, kad so one odišli. Malo čudno, jelte? Jezus je v toj situaciji včinil nekaj drugega. Soočil se je s svojimi učencami. Ko pa je z vami, ali hočete tudi vi oditi? Piše v 67. veršu še. In ti imamo zapisano to znano Petrovo izjavo, 68. pa 69. veršoš. Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti svete Božje. Apoštoli so pravili, ne, nikam ne idemo. Mi ostajamo pri tebe. Mimo še naprej stjav. In takoj potom je Jezus direktno pravil, kaj je eden med njimi izdajalec. Jezus je na tom mestu učence direktno izzval, ka se izjasnijo glede svojih namer, glede svojega prepričanja. In Peter, ko je hiter bil, on je prehito se. Če bi v tom trenutku mogel Juda odgovarjati, verjetno, bar si tako mislim, ka njegov odgovor ne bi bil tako prepričljiv. Treće, naslednji dogodek v življenju Jude je prav poseben dogodek. To je dogodek, da je Marija mazilila Jezuše noge z tistim dragocenim oljem. To se je zgodilo najdosta pred križanjem. V Janezovem evangeliju 12. od 1 do 8 tako štejmo.
6 dni pred Pascho je Jezus prišel v Betanijo, kjer je bil Lazar, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Tam so mu pripravili večerjo. Marta je stregla, Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki so bili z njim pri mizi. Tedaj je Marija vzela funt dragocenega dišavnega olja iz pristne narde, mazilila Jezusu noge in mu noge obrisala svojimi lasmi. Hiša se je napolnila z vonjem po dišavnem olju. Juda Iškariot, eden izmed njegovih učencev, ki ga je pozneje izdal, je rekel: zakaj tega olja ne bi prodali za 300 denarjev in te dali ubogim? Tega pa ni rekel, ker bi skrbel za uboge, ampak ker je bil tat, imel je namreč denarnico in si je prilaščal, kar so dajali vanjo. Jezus je rekel: pusti jo, pusti jo. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno. Tej dogodek je zapisan tudi v Mateju 26. in v Marke 14. Ali ender so nenavedena imena. Pač pa, kaj je to bil nekak med učencami. Samo tu, v Janezi v 12. je zapisano, kaj je to bil Juda. Kaj je to bil Juda. In v 6. vrstici je zapisano, kaj je Juda bil blagajnik v tom Jezušovom time. Zapisano pa imamo tu, kaj Juda ne bil samo blagajnik, pač pa, kaj je bil tu tovaj, bil je tu lopov. Torej, on je redno imel penaze tu za sebe. Ne vemo, kako je to delo enostavno, krodno je. Bil pa je tu hinavec. Ne ga tjavko skrbelo za srmake, pač pa za to, kada on sam imel več koristi od te udane, dragocene dišave. Ali Jezus je ne podpro njegove ideje in Juda je spoznal. Juda je te v tom trenutku spoznal, ka z Jezusom ne mreš gratati materialno bogat, če glika si njegov blagajnik. Ne mreš gratati materialno bogate. To je bilo za Judo razočaranje in pa verjetno odločilna stvar, ka se je njegovo obnašanje obrnilo proti Jezušu. Idemo na naslednji dogodek, na 4. stvar, na 4. življenjski izziv življenja Jude. V Janezi 13 štejmo od dogodka do Jezus muje, do Jezusa perej učencom noge. Od 2 do 5 tok piše: med večerjo je hudič Judo Iškariotu, Simonovemu sinu, že položil v srce, da Jezusa izda. Ker je Jezus vedel, da mu je oče dal vse v roke in da je prišel od Boga in odhaja k Bogu, je vstal od večerje, odložil vršne oblačilo, vzel platno in se z njim opasal. In te dogodek ide dole. Zanimivo je, kaj je Jezus znal, kada je Juda njegov izdajalec, kaj ga Juda izda, pa se je vseeno Jezus, Božji sin, njegov učitelj, ponizil in začel proti učencom noge. Ne obratno, kako bi lahko pričakovali, kad bi učenci Jezuše prali noge. Ne, Jezus je začel proti učencom noge. In ne samo ostalim učencom, pač pa tu Jude svojome izdajalce. In tu vidimo to brezpogojno Božjo ljubezen, v šteroj nikšoga razlikovanja. Jezus je zepro noge tu svojome izdajalce. 5. stvar v življenju Juda, zapisano je v Lukači 22. od 1 do 6. In tu imamo zapis,
kako je Juda šel k tem velikim duhovnikom, torej k Jezušovim nasprotnikom. Ne je šel ta z namenom, kako je dobro ga povej od Jezuša, pač pa z namenom, kaj se pogodi za izdajo. In v to pogajanje je bilo vključeno tudi, ka mora Juda poskrbeti za izdajo na samom. Ne v gužve, brez prisotnosti množice, zavolo toga, ka če bi bile to množice, bi hitro leko prišlo do kakšnih izgredov. In zato njegovo uslugo, da je Juda dobo plačilo 300 srebrnikov. To ne je bilo dosta. Sumo 1/12 tistoga, ko bi bil izkupiček za tisto dragoceno olje, šterim je Marija mazilila Jezušove noge. Bilo je malo, ali vse je bilo njegovo. Vse je bilo njegovo. Toga te penas Juda ne mislil deliti z ostalimi učencami. In zavolo toga, kaj je Juda imel rod penaze, rajše kot svojega učitelja, se je odločil to priložnost izkoristiti, zaslužiti 300 srebrnikov. Naslednji dogodek v življenju Juda je Jezus svojega izdajalca poimensko razkril. V Mateji 26 dale od 17 do 25 to štejmo. Jezus je jasno povedal, što da ga izdal, in to je tudi pokazal, to je tudi vsem ostalim učencom pokazal, s tem, kaj jim je dal tisti grižljaj, štero ga je namočil v skledo in ga te dal Jude. Janez 13:26 to piše. Tu znova vidimo, v tom dogodku znova vidimo to Judino hinavstvo, njegovo ravnodušnost do pita Jezuša, rabi, sam meni, da nisem jaz. Jezušov odgovor je bil pritrdilen. Ti si rekel. Ali v vsem tom, v celom tom dogodku je najbolj presenetljivo, ka niti eden od ostalih učencev ne znal, za koj se ide. Pa če gli, kaj je Jezus vse tok razločno provo. Da je Juda odišel, so vsi mislili, kaj ga Jezus pošilja na, kako povem, na nikšo misijo. Kaj njime dava nikšo nalogo, ko noj ide pa oprave. To pomeni, kaj je Juda bil cela 3 leta njegove hinavščine, njegove kraje, kradnjanja iz skupne blagajne. Juda je bil celi tej čas popolnoma neopazen. Nobenome od ostalih učencov ne je bilo nikak sumljivo, on je nikak ne mogel biti kandidat za izdajalca. Če glika je Jezus se jasno provo, učenci so nikak od toga ne razumeli, ko se dejansko dogaja. 7. postaja Judovega življenja je, lahko tako povem, vrhunec njegove dejavnosti. In to je prijetje Jezuša v Getsemanskom vrte v tistoj noči. Vsi 4 evangelije poročajo o tom dogodku. Juda je dobro poznal Jezuša, poznal je njegove navade in pa mesta, koma je on rod zahajal, gdje je rod šel, koma je rod šel molit. In Juda je pelo vojake in pa vse tisto množico je pelo točno ta, gdje ne bilo drugi ljudi, gdje ne bilo prisotne množice, štera je navadno spremljala Jezuša. In je to tako povedano, ne bilo možnosti nikše izgredov.
In zavolo toga, kaj je bila kmica, Jezuša vojake so ne mogli prepoznati. Kaj so ga ne poznali, ne so točno znali, šteri je. In Juda je zrihto, kaj njim pokaže Jezuša, kaj njim ga označi s poljubom. To je bil vrhunec njegove hinavščine. Pri vsem tom pa je zanimivo, kaj Jezus še itak Juda naziva kot svojega prijatelja. Juda izdaja svojega Gospoda, svojega učitelja s poljubom. Kljub teme, kaj je bila tom kmica in ne bila množice, je tam vseeno prišlo do enega menjšega incidenta, da so učenci prijali za orožje in želeli preprečiti izdajo in pa prijetje Jezuša. Jezus je pozval Petra v tistem trenutku, pozval ga je, naj se vzdrži nasilja in pospravi meč, pospravi tisto orožje, šteroga je potegnil. Ali bilo je že malo prepozno, Peter je kljub teme, kaj ga je Jezus opozoril, je včinil neumnost in pa je odsekal vijo enome služabnike, šter je prišel ta, kaj Jezuša zgrabe. In tu se zgodi zadnje Jezušov čudež ozdravljenja. In sicer Jezus je ozdravil človeka, šter je prišel Jezuša areterati, šter je prišel, kaj Jezuši včini slobo. Ale v celoj toj situaciji ne bil samo Juda tisti, šter je zatajo, pač pa tudi ostali učenci. V Marke 14:50 štejmo tak. In vsi so ga zapustili in zbežali. Znamo tudi za Petra, kako je Jezuša 3-krat zatajo. Ali Jezus nad vsem tem ne bil presenečen. Zavolo toga, kaj je znal, ko da se njim zgodilo. In znal je tu, kaj se more to zgoditi, zato, kaj to je Božji načrt. In prihajamo k zadnjima dvema postajama Judinega življenja. V Mateji 27. tale od 3 do 5 štejmo tak. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel: grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri. Oni pa so rekli: kaj nam mar, ti glej. Teda je vrgnil srebrnike v tempelj, se umaknil ter šel in se obesil. Juda je spoznal, kaj so njegova predvidevanja, njegove zamisle, kaj se vse to izjalovilo, kaj se to furt odišlo, kaj iz vsega toga nikanega spoznal je, kaj je napravo napako. In to je želo na nikši način popraviti. Iz toga vzroka je odnesel te 30 srebrnikov nazaj tem velikim duhovnikom, ali oni so njim pravili: naš ko, posel je posel, mi več s tem ne imamo kaj. Juda je vseeno vrnil te penaze, je dal nazaj te penaze in zavolo toga, kaj ne videl nobenega drugega izhoda, je včinil samomor. Kako tragično se je končalo eno življenje. Še zadnja stvar. Končna postaja, da se ide za Judovo poslanstvo. V apoštolske dela v prvom tale imamo zapis, kako so apoštole izbrali Judovega naslednika. In to je grato, njegov naslednik je grato Matija.
Vse to je bilo že napovedano v staroj zavezi, 100 stoletja nazaj. Zapis o tom najdemo v 109. psalme in pa v 69. psalme. Iz apostolske del 1 lahko vidimo, da je ostalo samo 11 učencov, pač pa več kot 120 tiste, 4 so ostanili zvesti Jezuše. Dragi moji, biti zvesti Jezuše do konca prinaša eno večno nagrado. Aleluja. Ko se lahko navčimo iz življenja Jude? Najprej lahko vidimo, kako velika je lahko hudobija človeškega srca. V njegovom primeru vidimo, kaj je Juda do konca bil eden perfekten hinavec. Niti eden od ostalih apostolov ne nikaj opazil, kaj je z Judom nekaj narobe, kaj v njegovom življenju nikaj ne štima. V Jeremiji 17, 9-10 piše tako. Srce je zvijačnejše od vsega in zahrbtno, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srce, preizkušam obisti, da dam vsakemu po njegovih potih in po sadu njegovih dejanj. Človek je grešnik in nuca odpuščanja in pa ozdravitev, osvoboditev v Jezuše. Niti eden od učencev ne nikaj opazil in isto se lahko dogaja tudi dnes, ko so med nami takšne judaške in nišče jih ne prepozna zavolo toga, ko so njuva srca zvijačna. Ali Bog nas pozna tudi tvoje srce, pred njim niti ena hinavščina ne ostane brez posledic. Naslednja stvar, katero se lahko navčimo iz življenja Jude, je, ka pobožen vtis ne naprave pravega Jezušovega učenca. Pobožen vtis ne naprave pravega krščanika. Vidimo, kaj je možno biti čista blizu Jezuša, ali srce je lahko čista ninder. Možno je biti aktiven in pa sodelovati, tako kot je to delo Juda, ali njegovo srce je čista na drugom koncu, je čista in pride do izdaje. Si ti pobožen? Si aktiven v cerkvi? Ali pa si se tudi ti že tome odpovedal? Odločilno je pitanje, kje je tvoje srce? Je resnično pri Jezuše ali pa imaš druge prioritete? Ko je tvoja osnova, ko je temelj, ko slediš Jezuše? Imaš osebne interese ali pa si spoznal, ko si grešnik in nucaš odrešenje v Jezuše? Vsak med nami nuca oseben stik, oseben odnos z Jezušom, nuca osebno spreobrnenje. Naslednje nauk iz Judovega življenja je ljubezen do penas uničuje človekov karakter, uničuje njegovo naravo. V Judovom primeru je ta ljubezen, tej pohlep po penazaj pripeljalo njega do samomora. Tej 30 srebrnikov je Judo ne napravilo srečnoga, pač pa ga je uničilo. Tu so se izpolnile Jezušove besede, ka ne moramo služiti Boge in pa mamone. Na več mesta je Jezus svaril učence, svoje poslušalce in pa tudi nas, svaril je pred pohlepom. Penazge v osnovi so najslaba stvar, nucamo jih,
ale noj penazge ne gratajo naš Bog. Noj so ne na prvo mesto v našem življenju. Četrti nauk, šterega se leko navčimo iz Judovega življenja, nam pravi tak, ka vztrajanje na napačnoj poti vode v ještě večjo nesrečo. Vztrajanje v svojem napačnem prepričanju prinaša ještě več nezadovoljstva. Če imaš eno napačno prepričanje, nikdar v svojem življenju ne boš zadovoljen, zato ka boš sikdar želel nekaj več za sebe, za svoje zadovoljstvo. Juda ne bil zadovoljen z Jezušovo razlago o dragocenem olju in je iskal druge poti do penas. Iskal je drugi način, ka pride do penas in pozneje slede je sprijel 1/12 od tistoga, rajši to, kot pa nika. Juda je izkoristil to priložnost. Ali poleg vsega tega Jezus Jude ne vrača z hudenj. Zdaj pro njem je nogej, bil je z njim pri večerji, ob izdaje tam v Getsemanaj ga je naslovil z prijatelj. Judov primer je, dragi moje, eno resno opozorilo za nas, če se nam zgodi, ka zaidemo na slabe poti, no in na teh poteh ne ostanemo predolgo, ka ne bi bilo inak prepozno. Tej primer nam kaže tu na ljubezen in potrpežljivost Jezuša do Jude. Češ toj, te bi leko edino Jezus Judo kritiziral, ali pa obsojal, ali on je želo edino z ljubeznijo Judo pripeljati nazaj na to pravo pot. To naj bo spodbuda tudi za nas, ka ljudi, štere so zašli na tej slaba pota, na tej nejdobra pota, probamo pripeljati nazaj to, kot Jezus z ljubeznijo. In predzadnje nauk iz Judovega življenja pravi to, obstaja sikdar možnost za spreobrnitev, ali ta spreobrnitev mora biti prava. Iz Judovega primera vidimo, kaj je želo popraviti včinjeno napako, želo je razveljaviti to, ko je včino, želo je popraviti, enostavno to izničiti, ko je včino, ka bi se nekaj drugo zgodilo. Ne vemo, če je bil tok naiven, ka če da velikim duhovnikom te penaze nazaj, ka do te Jezuša vypustili. Ne vemo to, ko bi se te zgodilo, ali to Judovo dejanje. To njegovo dejanje je ne bila ta prava spreobrnitev. To je bilo samo poskus utišanja svoje vesti. Iz toga vidimo, ka edino, če pogledamo v svoja življenja z Bože, z nebeške perspektive, z perspektive križa, je možna pomiritev skozi Jezuša. Zato ne probajmo svojo močjo vredzeti svoja osebna življenja, pač pa iščemo pri Bogu odpuščanje. In še zadnje nauk, šterega štejmo v apostolske dela 1, štejmo tok, kaj je Judo, šter je zatajo nadomesto eden drugi učenec. Nišče se naj ne misli, če imam določene darove ali upravljam določene naloge, kaj je Bog odvisen od mene. Nišče si to naj ne misli. Janez Krstnik je tok
pravo tiste, štere so prihajale, kaj bi jih krsto. Pravo njim je tako, obrodite vendar sadove vredne spreobrnenja, ne začenjajte sami pri sebi govoriti, Abrahama imamo za očeta. Kaj ti povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu otroke. Torej, pripadnost določenemu rode ne garancija za odrešenje. Glitok, pripadnost določenoj cerkve ne odločilni kriterij za odrešenje. Kaj se krščane je ne odločilni kriterij. Odločilno za odrešenje je, kje je tvoje srce. Si ti na novo rojene, si spreobrnjene, si blizu Jezuša. To je odločilno. Naj bo, dragi moji, tej čas po velikonočnih praznikaj, v teh negotovih časih epidemije, za vse eden novi, iskreni začetek hoje z Jezušom. Amen. Nebeški Oče, hvala je Tebe za Tvojo besedo. Hvala je Tebe, ka imamo to nebeško sporočilo za naše življenje. In hvala je Tebi, ka v Tvojej besedi je zapisano to, ko je najboljše za nas, to, ko bi nas pripeljalo do večne skupnosti s Tjov. Jezu, dragi, hvala je Tebi, ka imamo opisano Tvoje življenje. In Gospod, dragi, pomagaj nam, kamo tudi mi sledili Tvoje življenje. Gospod, dragi, daj nam razumeti tudi te najdobre vzglede, tudi te najdobre primere v Bibliji. Gospod, dragi, kamo razumeli to in se izogibali takšni situaciji. Gospod, dragi, ka pridemo s Tjov v Tvojo vole do toga večnega nebeškega cilja. Gospod, dragi, pomagaj nam. Pomagaj mene, pomagaj nam, pomagaj vsakome, kdekoli se štere nahaja, da bi za istino Tebe zavipali in pri Tebi iskali pomoč. Isto tako tudi pred Tebe prinašamo tiste, štere trpijo, štere so v betegi, štere so v bolnici. Gospod, dragi, dotekni se vsakoga srca, posebno tistih, štere dnevno prinašamo pred Tebe. Blagoslovi jih, Ti jih zdigne in Ti jih pripelaj, Gospod, dragi, nazaj med svoje, ka bi imeli eno novo svedovstvo, ka Ti še itak delaš čudeže. Gospod, dragi, in hvala je Tebe, ka mnogo od toga leko tudi dnevno doživamo. Pomagaj nam, Gospod, dragi, ka v teh duhovnih borbah, štere se nahajamo, ka idemo naprej s Tjov, z močjo Tvojega svetega duha. Gospod, dragi, boj proslavljeni Ti, Bog Oča, Bog Duh, Bog Sveti Duh od zdaj pa do večnosti. Amen. Amen. Bog vas vodi in blagoslove na vseh vaših poteh, kjerkoli ste se nahajali. Amen.